Ribnici pravijo tudi dežela suhe robe in lončarstva. V tamkajšnjem rokodelskem centru se trudijo, da ribniška tradicija ne bi šla v pozabo. Rokodelska trgovina ima pestro ponudbo izdelkov domače in umetnostne obrti. Na rokodelskih delavnicah lahko vidimo mojstre pri delu, lahko si ogledamo različne razstave in muzej v Ribniškem gradu. Mi smo najprej obiskali pletarskega mojstra, ki nam je pokazal, kako se izdela leskova vitra in kako se je uporabi pri pletenju košarice, za katero spleten pletar porabi okoli 15 ur. Zarežem v kakšnih 7-8 cm od vrha palce, zarežem eno tako zarezo v obliki črke V, in s tem pravzaprav dosežem to, da v bistvu omogočim, da se bo tale del te osnovne palce odcepil od palice in to bo začetek vitre, ne. In zato imamo tole pripravo, ki jo bom zdajle uporabil, s tem, da to zarezo grem v tole odprtino. Zdaj bi bilo najbrž treba kaj premakniti. No, in naredim takole na osnovi upogibanja, naredim odcep. A vidite. S tem, ko sem naredil zarezo, se je odcepila plast te osnovne palce v taki širini in v taki debelini, kot sem jo zarezal. Ko pletar vitro izgotovi, začne z vpenjanjem v košarico, za kar mora imeti precej spretne prste, potrpežljivost ter dobro koordinacijo, saj bo le tako košarica dobila trdnost, pravilno obliko in estetski videz, kar je značilno za ročno izdelane izdelke. Bodoči rodovi pletarjev so pa naša glavna skrb. V bistvu mi sploh ne delamo več zaradi tega, ker se to potrebuje. Take košarice so več ali manj za okras in danes pravzaprav to ni več obrtništvo v smislu gospodarske dejavnosti, ampak se mi s tem ukvarjamo bolj iz vidika kulture, da ohranimo zgodovino, da ohranimo ribniško tradicijo. To in tudi delo v drugih delavnicah radi pokažejo turistom. Zgoraj so na ogled najrazličnejše razstave, ki jih redno dopolnjujejo. Pedagoško delo s tečaji se bo začelo oktobra. Vsak oktober imamo vpis v 1. letnik pletarske šole, drugače pa pletarska šola poteka v 3 letnikih. V oktobru začnemo tudi z lončarskimi tečaji, začetni tečaj oblikovanja gline, z malo šolo lončarstva, ki je pač namenjena otrokom šolskim, in z drugimi tečaji in delavnicami. Zanimanje za tovrstne tečaje je veliko. Novo vpisani nadaljujejo s pletarstvom vsa 3 leta in postopno napredujejo. Velik poudarek je tudi na mladih generacijah. Ker vedno želimo pač mlade vključiti k tej tradiciji, da se malo posodobi, da v bistvu nastajajo neki novi produkti, ki so pač primerni za zdajšnji čas, za sodoben čas. Drugače pa nas obiskujejo šole iz cele Slovenije, ki pri nas izvajajo tehniške dneve. Potem pridemo do ene najlepših točk Ribniške doline, ki ima bogato zgodovino. V zavetju dreves ponuja pravo oazo miru in sprostitve. Ribnica je turistom prijazno mesto. Ta manjši kraj ima precej pestro ponudbo. Od pohodništva, kolesarjenja, odprti so muzeji, galerije, ki imajo različna vodenja. Trenutno je v ospredju razstava o gasilstvu na Ribniškem. V osrčju Ribniškega gradu se nahaja tudi muzej Ribnica, zanimivo razstavo o Petru Kozini iz Dolenje vasi pri Ribnici,
ustanovitelju priznanega tržiškega čevljarskega podjetja Peko. Razstava je plod sodelovanja Ribniškega in Tržiškega muzeja. Najprej se je izobrazil za trgovca, tako kot se za Ribničana spodobi, in je začel s prodajo zobotrebcev, slamnikov in obutve. In potem se je pa razgledal in je videl, da je v Tržiču idealna priložnost, da je začel z industrijo. Podjetje je ustanovil leta 1910 in leto kasneje je že delovalo. Hitro je našel poti tudi na tuje trge. V začetkih so vse čevlje izdelovali ročno. Peko je bil sinonim kakovosti. Izdelovali so najrazličnejše čevlje in se zelo prilagajali modnim smernicam. Leta 1950 je podjetje izdelalo okoli 500.000 parov čevljev letno. V začetku 90. let pa približno 4 milijone. Ribničani so se za razstavo o njem odločili predvsem iz 3 razlogov. Najprej je naš rojak, rojen v Dolini vasi 1876. Potem je raziskava kolegice iz Tržiškega muzeja, ki je naredila tudi knjigo, in potem tudi vso zbirko čevljarsko hrani Tržiški muzej. Ribnica ima pestro zgodovino, bogato tradicijo in pridne ljudi, ki jo ohranjajo. Košare, posode in drugi unikatni izdelki pomenijo zgodbe, vtkane v vsakdanje življenje.